Sodobna ženska ima več vlog danes, ni le mama, ni le partnerka, podjetnica, športnica, še bi lahko tu naštevala. Skratka, ima različne interese, ki jih želi uresničevati vse tja do pozne starosti. Kako je to mogoče? No, na to temo bomo več povedali v današnjih korakih do uspeha. Dober dan, voščim Vanja Trkman in dober dan tudi Tinkari Lovrčič in Evi Kobal, ki sta z nami v studiu. Živja. Ja, polovica kraško-goriški duo, bi lahko rekli, ki je verjetno javnosti bolj poznana po svojih nastopih iz višin, sta namreč tudi predstavnici dua Kamikazete, sta pa danes v našem studiu v vlogi uspešnih podjetnic, bom kar tako rekla. Kajti sta soustanoviteljici portala, platforme Meliora Live Studio skupaj z Pijo Trbovšek. Pa če bi se uvodoma ustavili prav pri tem, kako vas je ta platforma združila, kako ste se povezali? Ja, v bistvu jaz, Eva in Pija smo bile sošolki na fakulteti za šport, smo obedve doštudirale kineziologijo, s Tinkaro pa se jaz poznam že od konca osnovne šole in potem v bistvu smo se tako vse tri povezale in ustvarile na začetku prvi program, ki je bil za moško špago in potem skozi neke take stvari smo na koncu zdaj prišle v bistvu pol leta nazaj do naše platforme Meliora Live Studio. Ki je tudi prva tovrstna v Sloveniji namenjena prav ženskam. Skratka, na enem mestu združuje tisto, kar ženske potrebujejo za dobro počutje. Pa recimo, zasledila sem, da ste med drugim Eva in Pija na fakulteti za šport pri enem izmed predmetov starejšega profesorja kot obvezno gradivo prejeli knjigo, v kateri je pisalo, naj se ženske izogibajo dvigovanju težkih bremen, ker naj bi to škodilo njihovemu zdravju, in s tem se preprosto niste mogli strinjati. Ja, točno tako. Ker to je res neka stvar preteklosti in vse stvari so bile ponovadi testirane tudi vedno na moških in zdaj postopoma se vse razvija, da pač smo ugotovili, da smo moški in ženske res zelo različni in pač gre v bistvu ta stroka naprej in zdaj je toliko dokazov, zakaj točno konkretno vadba za moč, vadba z bremeni toliko pomaga ženskam, da ohranimo vse naše potenciale čim več časa in tu hočemo tudi mi predati vsem ženskam. V bistvu zato se specializiramo konkretno za vadbo za ženske, ker hočemo res doseči nekaj, kar v bistvu ni toliko razvito in predati v bistvu to sporočilo naprej, koliko smo si različni in koliko ne smemo posploševati vsega med sabo. Ja, ker v bistvu se mi zdi, da prejšnje študije so bile res narejene samo na bazi moških in ženska ni mogla doseči svojega polnega potencijala. Zdaj pa z vsemi temi sodobnimi raziskavami se mi zdi, da ženska res lahko dokaže sebi, kaj vse zmore in tudi dosega v bistvu hitrejše rezultate. Prej pride do teh želenih rezultatov, tudi o tem bomo govorili več v nadaljevanju. No, Tinkara, ko ste že pri besedi, kako je pa prišlo pravzaprav do tega imena Meliora Live Studio? Ja, v bistvu smo iskali neko ime, kjer bi zajele nek celostni pristop do ženske oziroma nasplošno do dobrega počutja in latinska beseda Melior, oziroma če poznamo tudi italijanščino Melio, pomeni dobro oziroma boljše in v bistvu smo potem dodali live, ker v bistvu želimo boljše življenje, torej neko dolgoročno zdravje in se nam je zdela res bolj to smiselno poimenovanje vsega skupaj našega ciljnega sporočila tudi. Pravite, med drugim sem prebrala, da je bil šport dolgo časa domena moških in zato je tudi moška športna znanost dobila levji delež pozornosti in tako so bile tudi po vaši oceni smernice za vadbo in prehrano prilagojene prav moškim. Na kakšen način recimo in kako ste se s platformo lotile tega drugačnega pristopa? V bistvu že od začetka vemo, da če rečeš ženski, zdaj pa boš trenirala z utežmi, boš šla v fitness, vsaka pomisli, ne, nočem biti Hulk, ne bom jaz tega mišice, rajši bom šla teč, rajši bom šla na kardio naprave, rajši bom šla na aerobiko, take stvari, ki so bolj v bistvu za naše srce in ožilje. Medtem ko pozabimo potem na ta vidik, ker seveda nas noben tega ni naučil in se toliko malo govori o temu, da v bistvu vadba z bremeni, z utežmi pomaga za naše mišice, za naše kosti, zato da v bistvu starostjo po 20. in 30. letu vemo, da se v bistvu začne
upad mišične mase in pa kostne mineralne gostote. Na to vsi pozabimo, ampak ravno ta vadba z bremeni je tista, ki nam bo pripomogla, da bomo dejansko funkcionalni, se bomo lahko gibali tudi pri 60, 70, 80 letih. In v bistvu se mi zdi, se vse spremeni, ko v bistvu pomislimo, kaj je naš glavni cilj, zakaj treniraš, zakaj se moraš sploh gibati. Ali je to zaradi estetike, ali treniraš zaradi sebe, dobrega počutja, zdravja na dolgi rok. Pa morda, če se spomnimo, večja mišična masa pomeni tudi hitrejšo izgubo telesne mase, kaj ne, Tinkara? Ja, v bistvu večja mišična masa dejansko zahteva od nas, da na splošno porabimo dosti več energije, potem, ker imamo več mišične mase, hkrati pa v bistvu pripomore tudi, to je zelo zanimivo za ženske, tudi nekako anti-aging, zaradi tega, ker v bistvu več, ko mi do 30. oziroma 35. leta zgradimo te mišične mase, več jo imamo potem v bistvu to moč, če bi lahko temu tako rekla, za staranje, torej zaradi tega, ker bolj, ko kasneje začnemo s samim izgradnjo mišic, težje jo je izgraditi, a ne? Na koncu v bistvu po nekem 50. letu je zelo težko sploh zgraditi novo mišično maso, ampak je cilj, da jo res ohranjamo. Torej do nekega 40. leta je res treba zgraditi to maksimalno mišično maso, ki jo želimo, da jo potem na dolgi rok ohranjamo, da se počutimo torej vitalni, zdravi in tako naprej. Tako da res ta mišična masa. Točno to, tudi to. Zelo pomemben vidik. Se pravi, lahko rečemo, da gre za ta usmerjen celostni pristop. Točno tako, ja. Mi upoštevamo tudi to, tako kot Tinkara lepo začela, zakaj do 50. leta, naprimer. Zaradi tega, ker ženske imamo skozi svoje življenje toliko hormonskih sprememb, če pomislimo, puberteta, potem nosečnost, potem menopauza. Toliko stvari se dogaja v našem telesu in gremo skozi toliko različnih obdobij, da v bistvu tu je vse pogojeno potem tudi in, kot sem prej omenila, mišično maso, kostno gostoto. Naprimer pri moških pa je vse to nekako linearno in ni takih velikih sprememb in točno zato imamo mi našo platformo, ker v bistvu glede na obdobje tudi ženska potem točno ve, kakšno vadbo mora izvajati, se pravi, ali si v 20, ali si v 30, ali si v 40 letih. V bistvu to je vse malo drugače. In mi se probamo čim bolj osredotočiti na žensko glede na to, v kakšnem obdobju je in kaj potrebuje v tistem času. Prav to bi rekla, da je neka razlika z ostalimi platformami, je pa te ponudbe precej, kaj ne, Tinkara? Ja, v bistvu ponudbe oziroma konkurence je vedno več na trgu. Je res, da večinoma platform, vsaj v Sloveniji, ki obstajajo, niso tako specializirane za ženske, sicer so, ampak ne, ko bi rekla, podprte strokovno in z upoštevanjem ženske fiziologije. So res usmerjene bolj na to, kar ženska hoče vaditi, torej aerobike, hit vadbe, hitro hujšanje, kar imamo, mislim, kar vse ženske tudi hočejo, ko se jim mudi poleti v kopalke. Ni pa vse to torej znanstveno podprto in da bi to podpiralo njihov življenjski slog na dolgi rok. Tako da mislim, da je to naša glavna razlika, da res pripomoremo k temu dolgoročnemu dobremu počutju in tudi večkrat odgovorimo, zakaj je to potrebno. Ker ženske smo tudi res ful radovedne in nismo, ko moški rečeš, ok, moraš narediti 10 počepov, bo šel narediti. Ženska bo, zakaj jih sploh rabim, ne? Tako da tudi glede te radovednosti rado temeljimo, zakaj. Pa me zanima, Meliora Life Studio, a pridejo do vas tudi ženske oziroma se obračajo na vas stranke, ki rečejo, recimo, jaz bi pa rada imela tako poudarjene telesne značilnosti, kot je, vsi vemo, znana zadnica Kim Kardashian, recimo. Ja. Dostikrat imamo tudi kakšne take zahteve oziroma, kad pridejo stranke s točno določenim ciljem, ali pa da bi rada zgubila maščobo samo v nogah, ali pa kakšne take točno na določen del telesa. Kot smo že povedali, sploh ni problem se bolj osredotočiti, naprimer trening za zadnico in v bistvu po eni strani tu je zdaj trend, ne, večja zadnica, kar je v bistvu, hvala Bogu, boljši trend, ko pa je bil par let nazaj, da smo vsi shirani in suhi. Tako da to vsaj pomeni, delamo na mišični masi, jej. Ampak ja, pridejo in mi probamo potem res nekako učiti, da se spremeni ta malo mentaliteta, da dela samo za vizualne cilje, ampak ta globlji, zakaj jaz moram telovaditi. Ampak, ko sem rekla,
vsi pač ni problem, da se ti osredotočiš in imaš še drugačen estetski cilj, ampak da ni tu tisti edini cilj in da v bistvu se ne s tem v bistvu sam sebe sekiraš in da ni potem, ne vem, vadba neka, ko bi rekla, doskrat polerata, prisila ali pa moram iti trenirati z muko, da je tu neko trpljenje, ker pač vadba, gibanje, zato smo ljudje narejeni, zato smo se pač rodili, zato če pogledamo toliko v preteklost, pač se je cel čas gibalo, zdaj pač zaradi služb in modernega življenja večinoma časa sedimo, ampak zato nismo narejeni, ne? In v bistvu gibanje je tisto naša stvar, kar bi mogli v bistvu vsak dan na vsakodnevni ravni pač ga vključiti. Ja. Da ne zatremo tega nagona, ne nazadnje. Tako, ja. V bistvu tudi dosti strank, na drugi strani pa pride že s tem zavedanjem, ne, torej zakaj hočejo telovaditi, ne, da zgradijo čim večjo mišično maso, ali pa mogoče zaradi preteklih slabih izkušenj z vadbami, zaradi kakih poškodb tudi kdaj pridejo, ne, oziroma tudi teh hitrih hujšanj, no, in pol, ko so spet prišli v ta jojo efekt, ko dobiš nazaj več kilogramov, kot si jih izgubil, ne, zaradi tega kratkoročnega cilja in odrekanja, tako da pol se mi zdi, da dostikrat tudi stranke prepoznajo to strokovnost v nas, da bojo na dolgi rok nekaj dosegle, ne, in tudi ohranile nekaj, kar bomo tudi obljubljeno. Tako. Ne zagotavljamo hitrih rezultatov, definitivno ne, zagotavljamo pa nekaj dolgoročnega, ker vseeno se mi zdi, da je to proces in telo ne sme doživeti takega šoka naenkrat, ampak res se mi zdi, da te rezultati pridejo z neko izgradnjo rutine. No. No, prele smo nekaj omenili želje, videz, danes je zares veliko vlog, s katerimi se ubada ženska in na drugi strani pa je tudi ta podoba, ne, kakšna naj bo idealna ženska, torej prejle smo omenili, ne vem, izpostavljene telesne elemente, kot je recimo zadnjica in to, ampak kako bi vidve opredelili, kakšna je po vajni oceni ta idealna ženska, če sploh obstaja? Jaz bi rekla, da v bistvu prva stvar, ki se jo moramo znebiti, je to, da gremo na tehtnico in gledamo svoje kilograme, ker to nam res nič ne pove. Vsak mora v bistvu potem pogledati, iz česa je njegovo telo v bistvu sestavljeno, ker lahko imamo dve ženski, ki sta, ne vem, 50 kilogramov in ena bo imela ful zdravo telo, ker ima ful v redu telesno sestavo in druga bo pa lahko izgledala ful bolj, ne vem, suha ali pa bo imela še par kil manj, ampak bo imela res slabo telesno sestavo, naprimer več maščoben, manj mišične mase, ne. In imamo različne predispozicije že od rojstva naprej, tudi to je. Tako, tudi to, ampak predvsem kako skrbiš pol za svoje telo, ne. Tako da jaz ne bi rekla, da obstaja neka idealna pač postava, ampak bolj to, kako se v svoji postavi počutiš. In pri temu tudi ne bi rekla, da ko imamo doskrat je bilo tudi ta body shaming, se pravi, naprimer, tiste, ki so malo več kil debelejše, so cele samozavestne. Ok, super, da se počuti super v svojem telesu, ampak vseeno je nekje meja in pač odvečni kilogrami niso pač zdravi, ne. Tako da v bistvu tle moramo res paziti, ko bi rekla, koliko si samozavesten v svojem telesu, kje so te meje in koliko skrbiš sam zase, ker v bistvu to mora biti prioriteta, da skrbiš sam za svoje življenje. Ja. In se naučiti poslušati svoje telo. Ja, jaz bi pa v bistvu še poudarila tudi to, ne, da se moraš pol vprašati, kaj zmore tvoje telo, a ne, kako se pol funkcionalno obnaša, ne, a upaš, ne vem, brez bolečin vzdigniti vrečke, ko greš iz trgovine, a lahko nemoteno, ne vem, dosežeš nekaj visokega na omari, a lahko splezaš, ne vem, na neko malo višjo točko, ne, brez nekih ovir. Tudi pol v bistvu vsi ti rezultati tvoje nekega telesa oziroma zmožnosti se pol pokažejo, ne, v teh vsakdanjih gibih, nekaj jih imamo, boš, ne vem, kot mamica upala vzdigniti svojega otroka, ki bo, ne vem, 3 leta star, pa bo imel že malo več, kot, ne vem, 10 kila, ne, tako da tle se tudi pokaže, no, ta funkcionalnost in ta zdrava v bistvu postava oziroma telo, ko bi jaz temu rekla. No. Vadba doma, vadba v naravi, vadba v studiu, kaj priporočata Eva in Tinkara? Vse. Ne, res, dobiti eno tako stvar, ki ti bo v bistvu všeč, dobiti prijateljco, ki gre s tabo in bo v bistvu ta čas, vadba, če se ti zdi na začetku neka prisila, bo v bistvu, ne vem, kvaliteten čas preživeti s prijateljco. Pol ena taka trik je tudi tako, lahko se bo slišalo malo tako, ampak
če neko vadbo plačaš, če plačaš trenerja, boš šel, ker pač ti bo žal tistih 30 € vrš skozi okno in pač boš prisiljen in počasi bo ratala tudi tvoja rutina, ker boš v zljubu. Tako par stvari je, ki pač sigurno se lahko pol prisiliš, da nekako ti počasi vzljubiš, če res ne maraš neke vadbe, telesne dejavnosti skozi različne športe, ampak res ne pozabiti pokombinirati in dobiti nek pravi recept, da ne boš neki delu sam zato, da se boš gibal, ampak da boš tu v bistvu koristno ta čas, ki ga boš vložil v gibanje, da bo se pravi ta pravi čas za pravo vadbo. No. Ja, v bistvu, če bi jaz dodala, je, da moramo poskrbeti za več gradnikov v našem telesu. Najprej itak za moč, torej za mišice, to je vadba za moč, potem potrebujemo tudi v bistvu za srce in ožilje poskrbeti, to so bolj aerobne vadbe, tako da je treba poskrbeti, ali imamo, ne vem, dam zdaj nek splošen primer. Imamo enkrat na teden gremo teč, dvakrat na teden mogoče v fitness ali pa na neko vodeno vadbo, kjer se uporablja bremena in potem neki mogoče se še za dušo bi jaz temu rekla, mogoče če, ne vem, ženske rade plešejo, greš še na nek plesni tečaj enkrat na teden, da poskrbiš pa za tisto tvojo strast na koncu, ki ti vzdigne še malo motivacijo in imaš v bistvu popoln paket, no, tako bom rekla. No, Meliora Life Studio imate sicer vadbe, ki jih lahko izvajajo tudi vaši uporabniki, uporabnice v, bomo rekli tako, v varnosti oziroma v udobju doma. Kako pa, ne vem, motivirate, da pride do teh vadb, recimo? Vemo, da so tudi obdobja povezana, kaj ne sedaj, ko je pomlad, nas nekako malo tudi tista misel na kopalke, ki smo jo prej rekli, ne spodbuja k telovadbi, kaj pa tisti dolgi zimski dnevi, ko nas vabi kavč? Ja, mi imamo v bistvu prav, se osredotočamo res na take stranke, ki vemo, koliko je problem se spraviti, telovaditi in zato v bistvu tudi začnemo z našim programom, ki je v bistvu doma in da se v bistvu prvo stranke naučijo, ok, sem doma, sem pač v nekem varnem okolju, noben me ne bo gledal v fitnessu, ne bom šla v fitness in ne bom vedela, kam sploh iti in obsojal in v bistvu, da se navadijo prvo na te stvari doma in pol počasi jih pripravimo do tega, da naredijo res ta velik korak in grejo v fitness, ker v bistvu imajo še boljše pogoje za trening. Skozi cel proces pa smo mi zraven njih, imamo v bistvu eno skupinco, kjer se stalno spodbujamo, imamo mesečne klice, kjer v bistvu izvajamo različne te ko bi rekla, majhni sestanki, da nam one povejo, kako so, mi njim povemo, kje je treba kaj izboljšati, ker pregledamo v bistvu treninge, ker v bistvu vse izvajajo same online torej, in v bistvu imamo tudi enkrat na mesec pole različna druženja v živo, kjer se v bistvu spoznamo, ker vseeno vemo, koliko je pomemben ta stik v živo in skušamo graditi čim več ta Meliora Life Community, skupnost žensk, ki se spodbujamo med sabo. Kaj pa med mladimi? Takole prej smo govorili, kaj ne, te želje po gibanju tudi med mladimi je vse manj, oziroma nasplošno bi rekli, tudi podatki kažejo, da so nekako slabše gibljivi, tudi COVID je nekaj pripomogel k temu, pa vendarle, recimo, kako med mladimi že ne vzbuditi to željo po miganju? Se mi zdi, da pri mladih je res ta problem same motivacije oziroma neke vztrajnosti, kar mogoče, če pogledam sebe 15-10 let nazaj, je bilo res, motivacije in neke zagnanosti ni manjkalo, pa tudi ta vztrajnost se mi zdi, da je bila, tudi če ti neki 10krat ni ratalo, si vseeno vztraju. Zdaj pa vidim, da je največji upad lih tega, ne? Če ti neki v prvo ne uspe, se mi zdi, da že dajo roke od sebe, tu ni zame in pač nekaj drugega naj poiščem. Sam se mi zdi, da je res pomembno neka vztrajnost, pa tudi mogoče res spodbuda staršev, da ne takoj, ko obupa otroci jim to pustijo, a ne? Se mi zdi, da je res pomembno, da tudi oni jim rečejo, lej, pejdi na trening, vseeno lahko, da bo boljši, ustrajaj, vsaj 1 leto probi, če ti potem ne bo ustrezalo, ok, a ne? Če ti res nekaj ni všeč, a ne? Sam se mi zdi, da zdaj je res to, ko otrok reče, ja, ok, ne bom več hodil, se bom izpisal, pač tudi odrasli
dajo roke od sebe in reče, ok, pač mu ni všeč, dajmo ga pustiti ne doma. Tako da se mi zdi, da tle je treba tudi malo, mislim, ne trde roke, ampak neke izgradnje, neke ustrajnosti, no, da vidimo, da ni vsak dan dober, ni vsak dan motivacija, ni vsak dan uspeh, ampak je že to, da greš na trening, neka nagrada, da pač zmoreš, ne, za ustrajnost. No, govorili smo že o samem nastanku podjetniške ideje, pa je to takrat potegnilo za seboj precej logistike, financiranje, kako je bilo in vse skupaj je potrebno seveda še oglaševati. Skratka, je vse teklo gladko, kjer so bili največji izzivi? Gladko se mi zdi, da ne teče nikoli. To zmeri pridejo neke polovire, in problemi, kaj moraš. Se pravi, še kako pomembna ustrajnost? Ja, točno tako ustrajnost, definitivno. Ampak tako, naša podjetniška pot Meliora Life se mi zdi se začela res ful spontano. In pač, ko sem rekla prej, že enkrat smo provali dati en programček ven in pač je ratalo, smo videli, da pač prodajamo neki in pač pravijo, da kadar v bistvu, če ti uspe neki prodati, veš, da pač lahko rata, ne. In pa smo bile, ok, naredimo nov produkt, smo naredili še en program za vadbo in smo ga spet prodali in smo bile tako, še več povpraševanja je bilo in pa smo bile, ok, to očitno nekam pelje in pol takrat smo se odločili s Tinkaro in Pio, da ustvarimo podjetje Meliora Life in s tem tudi spletno platformo Meliora Life Studio, ki smo v bistvu razvili sami z nule in je prva taka v Sloveniji in od takrat je zdaj dobrega pol leta, mislim, odkar smo jo v bistvu lansirali. In od takrat naprej v bistvu dajemo vso energijo, vse finance, vse v to, ker v bistvu vseeno, ko si enkrat startup, res provaš vse vložiti v nadaljni razvoj in tako da zdaj smo nekako na tem, kako bomo naprej. Mi imamo v bistvu ful visoke cilje, no? Tudi iti pol naprej v tujino, ker je v bistvu to področje specializacije za ženske še malo bolj razvito in se vseeno že malo bolj, še bolj zavedajo, no, ljudje, koliko je pomembna vadba in nek celosten pristop in konkretno prilagojena vadba fiziologiji ženske in tako naprej. Se pravi, to so ti načrti in cilji, o katerih sem nameravala tudi Tinkaro vprašati. Se pravi, kaj je tisto, kar bi rekla, da vas žene? Sedaj ste začutili neko valjenje snežne kepe, tako se vse odvija? Ja, v bistvu se mi zdi, da vseeno gremo z zavedanjem korak po koraku, a ne, vseeno hočemo najprej cilje testirati vse celoten izdelek na slovenskem trgu, kljub temu, da je majhen trg, no, ampak vseeno se mi zdi, da je dovolj potencijala in dovolj žensk, ki bi jih znalo to zanimati, pa tudi, a ne, to je vseeno nekaj, kar ženska rabi. Tako da najprej bi v bistvu se rade uveljavile tukaj v Sloveniji, pol pa počasi res se začele širiti po svetu. Vseeno, pravi prevajanja v angleščino, že razmišljate tudi kaj o italijanščini, ki je... V bistvu smo razmišljali bolj o angleščini samo, zaradi tega, ker dosežeš vseeno večjo publiko, ker doskrat, ko pogledamo tudi vsaj sebe za nazaj, vseeno posežeš po kakšni angleški literaturi, vseeno posežeš po kakšnih treningih, ki so angleško vodeni, ne greš prav specifično v nek določen jezik, razen če je slovenščina, ampak vseeno se mi zdi, da zagrabiš tudi, če je nekaj v angleščini, no, tako da smo bolj ciljali na to, pa tudi se nam zdi, no, da Italija ni še toliko podvržena temu, ko mogoče kakšne druge države, predvsem že v Ameriki se to kar precej razvija in je v bistvu trg res zanimiv za Ameriko, tako da bomo videli, no, glede na raziskave trga, kam nas bo najprej popeljalo, pa tudi tako vse odvisno od financ, no, tako da. Je težko žonglirati med vsemi temi področji? Ja. Enkrat, ko sam začneš, si itak deklica za vse, ko nas zmeri vprašajo, in kera je zadolžena za kero področje, se imamo malo razdeljeno, ma na koncu delaš pač vse, od računov do računovodskih zadev, do razvijanja produkta, do montaže, do editiranja, pač vse. In
je kar težko, moram reči, kdaj balansirati vse skupaj. Ampak sej nam ratuje. Dobro, da smo v treh. Ja. Sam mislim, da bi bilo kar težko. No? Že tako se mi zdi, da vse tri vlagamo ogromno svojega prostega časa. Tudi vikendi so dostkrat izpostavljeni delu. Tako da ja, ampak se zavedamo, zakaj delamo in se mi zdi, da je to tista glavna motivacija, tisti glavni cilj. In nam ni no težko, se mi zdi. Dokler se mi zdi, da uživaš v tem, kar delaš, in veš, s kakim namenom delaš, tudi kakšna ura čez vikend, ni težko no, se spraviti, tako bom rekla. Kako pomembno pa je področje oglaševanja oziroma, bomo rekli, delo na družbenih omrežjih tudi? Ja, mislim, da je to zdaj tak, bi rekla, mogoče po eni strani lahko rečemo privilegij, če ga znaš izkoristiti. Če pogledamo nazaj, 20-30 let, kad tega sploh ni bilo, si ne predstavljam, koliko so mogli dati v, ta tradicionalni marketing, medtem ko zdaj pač dejansko, če imaš pravi pristop, ti lahko res uspe preko družbenih omrežij. In tudi tu je bilo za nas, se mi zdi, tak velik switch, ko smo pogruntali, da v bistvu socialna omrežja niso ok, moram objavljati, bom influencerka, mi gre na živce, ne moram več, zakaj moram to objaviti, zakaj se moram posneti za ta story. Ampak, ko prešaltaš, že tu delam, ker pač hočem razvijati svojo blagovno znamko, da je pač to delo, ki ti pač pomaga, da te drugi ljudje vidijo, potem se mi zdi, da je vse lažje. Ja, definitivno se strinjam. Se mi zdi, da tudi če se nekaterih socialnih omrežjih kdaj odtepamo, naprimer na TikTok res na začetku nismo tele iti, ker vseeno smo še toliko, mislim, da stare, da smo bile, TikTok ni za nas, dajmo ga prepustiti mladim, vseeno vidiš, pač zakaj ne izkoristiti vsakega brezplačnega orodja, ki ga imaš, ker te nič v bistvu ne stane, da daš še nekam, da te prepozna čim več ljudi, da zate sliši čim več ljudi in mogoče 2-3 prepričaš in je že to tisto v bistvu, kar ti pokaže, ne, da tudi to deluje, tako da, ja. Večina pa lahko rečem, vaju pozna kot zračni akrobatki, ki nastopata pod imenom duo Kamikazete. V lanski sezoni ste tudi, to moramo povedati, priplesali vse do velikega finala Slovenija ima talent, kjer ste prikazali tudi med drugim ta hair hanging, torej akrobacija, medtem ko visite, pripete za lase, to je kar precej boleče. Ja, je kar precej boleče, v bistvu to je tak, ko bi rekla, pekoč občutek, kar ne mine, tako da je cel cajt prisoten, ampak ja, no, tako, tle res mi zdi ta psihična priprava ful pomembna, da si zaupaš 100%, ker če nisi 100%, v bistvu sploh ne moreš tega izvesti, in zahteva res ene kontrole, v bistvu zaupanja vase in kar visok prag bolečine, bom jaz temu rekla, ja. Koordinacija, pa tudi lase morajo biti močni, ali ne? Ja, v bistvu vsi lasje, no, tako bom rekla, lasišče je zmožno držati do 6 ton. Tako da mislim, da imamo še ful rezerve, ampak postopoma. Ja, postopoma, tako. No, sicer pa bi rekli, da ustvarjate neko zgodbo, oziroma da želite prikazati, kaj je ta zgodba, sporočilo vajnega nastopa. V bistvu zdaj prihaja ta naša nova predstava Lumina in v tej predstavi nas bo nastopilo v bistvu 8 žensk in ko smo v bistvu zbirali zgodbo, smo se vprašali, kaj bi želele prikazati, kaj bomo najbolj čutile in pol smo bile, 8 nas je na odru, kakšna energija bo v dvorani, 8 žensk in smo bile, pač gremo v to zgodbo ženske, potencial ženske, kaj vse lahko ti rata, če prestopiš to mejo, ko smo lih prej mi tudi med sabo govorile, kaj so te vloge žensk, kaj mora vse narediti, da pač je v modernem svetu ženska pač zastopana, ampak kaj pa če prestopiš to mejo in res svoje potenciale tudi razvijaš in se postaviš na prvo mesto in se nekako osvobodiš in v bistvu to je neka zgodba naše nove predstave Lumina, ki jo bomo, mislim, da najbolj začutile ženske, seveda tudi namenjena za moške, ampak mislim, da se bojo ženske malo bolj poistovetile z nami. No, da smo enkrat malce bolj zapostavili moške, ampak tudi oni so torej del oziroma vabili na to predstavo, ki bo med drugim tudi na Krasu oziroma v Sežani, kaj ne? Tako, ja, 8. maja bo v bistvu predstava v Sežanju prizorjena, prva bo pa v Ljubljani, premierno 24. aprila v Španskih borcih, tako da res vsi lepo
lepo vabljeni, vstopnice se da že dejansko kupiti na najni spletni strani duokamikazete.com in ja, obljubimo, da je stopnjevanje predstave res wow do konca, tako da mislim, da ne bo šla mogoče tudi kakšna solzica, ampak več od tega pa ne povem, no, tako bom rekla. Takole, ko smo vas danes poslušali, bi lahko rekli tudi v vašem Meliora Live studiu, so nagovorjene oziroma nagovarjate seveda predvsem ženske in želite tudi nekako njihovo vlogo na vseh področjih nekako izpostaviti, opolnomočiti. Tinkara, ravno prej ste mi omenili, da 4 ure na dan ženska nekako dela več kot moški. Kje se to pozna? Ja, se mi zdi, da ta preplači žal ne, ker je to delo žal brezplačno, ampak je ta materinski čut, to gospodinstvo doma, ženske kar naberemo precej več ur, ker se mi zdi, da smo dosti bolj podvržene temu, ne, da razmišljamo vse, to je še za narediti tole, tako da ja, včasih se mi zdi, pozabimo nase in si ne vzamemo dovolj časa tudi za to, kar v bistvu bi nas osrečilo, da nam da tudi dobro počutje in da se damo na prvo mesto, ne. Tako da tudi to je del naše predstave, ne hočemo neko našo zgodbo iz našega vsakdana dati v predstavo, ne, da se res začuti to, ne, tako. Lahko bi pa rekli, da je tudi to del sporočila Meliora Live studio. Točno tako. Na vseh področjih imamo podobno, samo na različne načine. Odlično. Ja, čim več uspeha pri vajini poti, pri vaši skupni poti Meliora Live studio, tudi seveda uspešno. Hvala. Najlepša hvala. Za pogovor. Hvala pa tudi vam, da ste bili z nami. Prijeten dan še naprej. Koraki do uspeha. Korake do uspeha podpira podjetje Spintek in direktor ter lastnik Goran Miškulin, častni pokrovitelj oddaje.